Spoštovane in spoštovani, lep dober dan želim, dobrodošli na okrogli mizi zagovornika načela enakosti o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane. Moje ime je Jelena Aleksič, sem vodja oddelka spremljanja, ozaveščanja in preventive in bom povezovala današnji dogodek. Zdaj pa dajem besedo Mihi Lobniku, zagovorniku načela enakosti. Spoštovani gostje, pozdravljeni na današnji okrogli mizi. In sicer bomo govorili o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane. Preden se posvetimo vsebini, dovolite nekaj predstavitvenih besed o instituciji zagovornika načela enakosti in njenem delu. Zagovornik načela enakosti v Sloveniji obstaja od leta 2016, ko je bil sprejet Zakon o varstvu pred diskriminacijo in je uvedel to posebno institucijo, ki se ukvarja tako z varstvom pred diskriminacijo, kot tudi z spodbujanjem enakih možnosti, enake obravnave. Na zagovornika se ljudje lahko neposredno obrnejo za prošnjo po informacijah, po svetovanju in takrat pravzaprav prvič pride v stik z različnimi zgodbami in izkušnjami ljudi v družbi z izključevanjem oziroma zapostavljanjem. Nekateri od teh primerov prerastejo v prijavo zagovorniku. V tem postopku, v procesu ugotavljanja, zagovornik preiskuje, kaj se je zgodilo in ali je to, kar se je zgodilo, v nasprotju z zakonodajo in v zvezi s tem pripravi ugotovitveno odločbo. Delujemo pa tudi sistemsko. To pomeni, da kadar je vir diskriminacije v zakonu, analiziramo zakonodajo, opravimo tako imenovano oceno diskriminatornosti predpisa, v kateri opredelimo, ali je pravzaprav predpis tisti, ki sistematično izključuje določeno populacijo ljudi, ki jih zaznamuje določena osebna okoliščina, to pa je tista značilnost, ki jo niso v življenju izbrali sami. In tudi v zvezi z temi analizami izdajamo priporočila. Priporočila pa izdajamo tudi na politike in ukrepe, s katerimi bi zagotovili večjo vključenost ljudi, ne glede na njihove osebne okoliščine. Posameznih tem se zato občasno, glede na podatke, ki jih dobivamo, se jim približujemo bolj fokusirano in jih obravnavamo v tako imenovanih posebnih poročilih, ki so potem natisnjena, grejo v Državni zbor, resorjem in širši javnosti, zato da odprejo neko problematiko, opišejo njene razsežnosti, vključimo tako institucije kot nevladno organizacije, civilno družbo in iz ugotovitev predlagamo potem priporočila, bodisi resorjem, bodisi drugim institucijam. Mi smo v zadnjem mesecu pripravili do danes že 3 okrogle mize o dosedanjih posebnih poročilih. Tako smo v preteklih dogodkih spregovorili o položaju interspolnih ljudi v medicinskih postopkih, spregovorili smo o položaju transspolnih ljudi v pravnih postopkih in medicinskih postopkih in pa že danes dopoldne o položajih gluhih v izobraževalnem sistemu. Pred nami je torej nova, 4. tema, dostopnost srednjih šol za gibalno ovirane. Tudi iniciacijski dogodek za delo na tem področju je bila posamezna prijava oziroma prošnja za pomoč. Pred približno 2 leti so se na nas obrnili starši enega otrok, ki je poskušal svojo gibalno oviranostjo vpisati se na eno od ljubljanskih gimnazij, konkretno gimnazijo Bežigrad, ki pa nima infrastrukture, ki bi omogočala gibalno oviranim nemoteno sodelovanje. Moram reči, da kot bivšega dijaka te gimnazije me je ta stvar še posebej prizadela in na nek način se mi zdi sama zase kot simptom tega, da pač v Sloveniji nismo opremili šolskih institucij z infrastrukturo, ki bi omogočala sodelovanje v njim tistim, bodisi dijakom, bodisi staršem, ki prihajajo na govorilne ure, bodisi učiteljem in učiteljicam, ki jih doleti ali pa so gibalno ovirani. Tako da kolega Matevž Kokol bo predstavil naše ugotovitve oziroma priporočila, potem pa bo kolegica Jelena Aleksič
vodila okroglo mizo za predstavniki tistih, ki so jim bila priporočila naslovljena, v katero boste pa seveda vsi v publiki tudi vključeni, ste vabljeni, da sodelujejo. Hvala vsem za udeležbo in začnimo. Torej, lep pozdrav še z moje strani. Na kratko bom predstavil to posebno poročilo s poudarkom na priporočilih. Kot je že predstojnik ravnokar omenil, pred časom smo obravnavali primer devetošolca, ki se je želel vpisati na eno izmed gimnazij, vendar se ni mogel, zaradi tega, ker ta šola ni bila dostopna. Takrat smo ugotovili tudi, da podatki o dostopnosti šol, v tem primeru srednjih šol, niso točni, niso popolni. Na podlagi teh podatkov, ki pa so nam bili dostopni, pa smo ugotovili, da več kot očitno veliko šol ni dostopnih. Če se samo še dotaknem dostopnosti, o dostopnosti lahko govorimo v več kontekstih, recimo tudi dostopnost do informacij za ljudi z invalidnostjo, ampak v tem kontekstu govorimo o prostorski dostopnosti danes, arhitektonski dostopnosti stavb, prostorov. Tudi gibalna oviranost je širok pojem, se lahko pri posameznikih kaže v različnih oblikah, različni so tudi vzroki za to oviranost, ampak mi smo se po izvedbah smo se osredotočili, smo želeli biti konkretni, smo se osredotočili na gibalno ovirane dijake, oziroma težje gibalno ovirane, tiste, ki uporabljajo vozičke. Se pa seveda zavedamo raznolikosti te gibalno oviranosti. In pa pri dostopnosti je treba verjetno še enkrat poudariti, da je treba dostopnost zagotoviti vsem, torej v kontekstu šol ne samo dijakom, ampak tudi vsem ostalim, to se pravi zaposlenim, učiteljem, vsem ostalim zaposlenim, obiskovalcem. Ne nazadnje je gibalna oviranost lahko tudi začasna, in vsak se lahko znajde v tej situaciji. Nekaj o našem delu, o načinih priprave posebnega poročila. Posebnega priporočila smo se lotili tako kot vseh ostalih, zelo podobno. Najprej smo pogledali zakonodajo, predvsem nacionalno, na področjih varstva pred diskriminacijo, na področju izobraževanja, predvsem otrok s posebnimi potrebami, naprimer zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, pogledali smo pravice ljudi z invalidnostmi in pa tudi dotaknili smo se zaradi teme, se pravi področja zagotavljanja prostorske dostopnosti, gradbene zakonodaje in tako dalje. Pogledali smo in povzeli mednarodno pravo, naprimer konvencijo o pravicah invalidov in pa stališča mednarodnih institucij, naprimer EU ali pa Sveta Evrope. Malo bolj podrobno smo povzeli in popisali tudi izobraževalni sistem v Republiki Sloveniji s poudarkom na sekundarnem izobraževanju in pa na usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Povzeli smo tudi recimo vse prilagoditve, podporne storitve, pomoči, ki so na voljo tem otrokom, tudi pohvalili na določenih mestih sistem, ki je načeloma v Sloveniji zelo dober. Zaradi tega, kot sem omenil, ker nismo imeli na voljo dovolj podatkov, smo se odločili za bolj obširne poizvedbe pri srednjih šolah, se pravi o stanju njihove šole smo vprašali v bistvu vse srednje šole v Sloveniji. Poizvedbe smo opravili tudi pri Ministrstvu za izobraževanje, Zavodu za šolstvo in tako naprej. Potem pa večji del posebnega poročila je na to analiza vseh teh zbranih podatkov. Pri tem smo ugotovili različne stvari, zaznali smo različne težave in pa zaznali različne izzive. Če samo nekatere povzamem, pa to niso vsi. To se pravi, šole menimo, da je potrebno prostorsko prilagoditi tako, da bodo lahko vključile vse otroke s posebnimi potrebami. Danes smo že govorili o pomenu inkluzivnega oziroma vključujočega izobraževanja, ki je že nekako splošno sprejeta paradigma v Sloveniji in to naj bo tudi cilj, tudi pri gibalno oviranih, seveda. Dijakom je treba zagotoviti, vsem tistim tudi z invalidnostmi, da se vključujejo v izobraževalne programe v okolju, v katerem živijo.
Imamo, kot smo že tudi danes slišali, posebne šole, imamo tudi druge možnosti prevoza, recimo, ampak prav bi bilo, oziroma tudi pravico imajo otroci, da se vključujejo čim bliže svojemu domu, v okolju, v katerem živijo in v rednih šolah. Kot rečeno, podatki so nepopolni, to se pravi država, ne samo mi, to se pravi država, trenutno nima na razpolago podatkov o dostopnosti šol, predvsem srednjih ne. Kar smo ugotovili z našimi poizvedbami, je to, da približno četrtina šol, le četrtina šol je polno dostopnih za gibalno ovirane dijake. Večina je delno dostopnih, približno enak delež kot polno dostopnih so pa šole, ki se pravi, isti delež je pa polno dostopnih in pa polno nedostopnih šol. Šole so na našo poizvedbo odgovarjale oziroma navajale različne razloge, zakaj je temu tako, zakaj niso dostopne ali pa le delno dostopne. Največkrat so navajale, da enostavno nimajo denarja za posege v stavbe, te stavbe so tudi starejše ali pa recimo zaščitene in bi bilo potrebno več sredstev za prilagoditev. Ministrstvo za izobraževanje sicer namenja vsako leto na podlagi poziva sredstva za investicije v šole, ampak ta sredstva niso dovoljšna in pa niso vedno namenjena, vsaj izrecno ne namenjena zagotavljanju dostopnosti. Ugotovili smo tudi, da v Sloveniji do sedaj še nismo porabili ali pa namenili za to tako imenovanih evropskih sredstev, čeprav so nam zagotovili, na primer službe SVRK, da bi to lahko bilo mogoče in da bi tudi lahko bilo to mogoče v prihodnosti, če bi se za to odločili. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov kot posebnemu zakonu, ki ureja področje invalidnosti pri nas. V tem zakonu je zapisana pravica ljudi z invalidnostjo tudi do tega, da se vse javne objekte njim prilagodi na različne načine. To se pravi, da so prostorsko recimo dostopni za gibalno ovirane. Zakon določa tudi rok, kdaj bi naj bili vsi ti javni objekti dostopni. Ne samo tisti objekti, ki se gradijo ali se bodo gradili, ampak vsi obstoječi, ki še niso prilagojeni, da se prilagodijo. Ta rok se izteče konec leta 2025 in vsaj glede na naše poizvedbe oziroma odgovore smo ugotovili, da se postavlja vprašanje, ali bomo temu v Sloveniji lahko izpolnili te zahteve tega zakona. Ugotovili smo tudi, da čeprav ta zakon o izenačevanju možnosti invalidov zimi, da določa te dolžnosti in pa pravice, da ne določa inšpekcijske pristojnosti. To se pravi, ni nikogar, na katerega bi se lahko posamezniki obrnili, sploh po letu 2025, in se pritožili glede nedostopnosti teh javnih objektov. V glavnem, trenutno je uveljavljanje pravic prepuščeno posameznikom, kot je bilo tudi v primeru, ki smo ga obravnavali, ko so se na nas obrnili starši otroka z invalidnostmi. Na podlagi vsega tega, kar smo zbrali, smo pripravili več priporočil, eno vladi, več za Ministrstvo za izobraževanje in pa eno za Ministrstvo okolje in prostor. Pri teh priporočilih smo vedno dosti natančni, dosledni, ampak bom poskušal poenostavljeno povedati, kaj smo priporočali. Vladi smo torej priporočali, ker smo zaznali veliko težavo v pomanjkanju sredstev, smo priporočali, da vlada zagotovi potrebna sredstva za financiranje vseh investicijsko-vzdrževalnih del na objektih in opremi srednjih šol. Se pravi, da zagotovi sredstva, ki bodo omogočila polno dostopnost vseh srednjih šol do konca leta 2025. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo priporočali in še vedno priporočamo, da zagotovi metodološko in strokovno ustrezno analizo stanja prostorske dostopnosti srednjih šol. Se pravi, ta analiza mora biti neodvisna, opravljena mora biti na terenu, podatki morajo biti točni in se tudi posodabljati, da bomo vedno vedeli, kakšno je stanje. Priporočali smo in še priporočamo še vedno, da te podatke, ki jih bo ministrstvo zbralo z analizo, da jih objavi in da bodo na voljo
vsem, predvsem pa otrokom in njihovim staršem, ko se bodo poskušali pisati oziroma ko bodo izbirali šolo, na katero se želijo vpisati. Priporočamo, da ministrstvo informira srednje šole in njihova vodstva o pomenu zagotavljanja dostopnosti, o njihovih zakonskih obveznostih in pa da jim daje tudi vso pomoč pri načrtovanju polne prostorske dostopnosti. Ministrstvo priporočamo, da naloži srednjim šolam, da pripravijo tudi svoje lastne načrte izboljšanja dostopnosti, v katerih naj poskušajo, ali ne samo poskušajo, ampak tudi evidentirajo vse potrebe in naj tudi opredelijo finančna sredstva, ki so potrebna za prilagoditve in pa potreben čas. Pri tem naj ministrstvo tudi daje vso strokovno podporo. Ministrstvu priporočamo, da na podlagi te lastne analize, ki jo bo opravilo in pa na podlagi vseh zbranih načrtov šol, pripravi nek investicijski načrt z namenom sistematičnega načrtovanja vlaganj. To se pravi, do 2025 naj bi bile oziroma bodo morale biti vse šole polno dostopne, do takrat pa predlagamo neko začasno mrežo polno dostopnih šol, se pravi, da se na nek smiseln način postopoma sredstva namenijo za izboljšanje dostopnosti tistih šol, ki to lahko najhitreje storijo, ki pokrivajo najširše področje oziroma programe in to se pravi, bi bila tudi vlaganja najbolj smiselna in najlažja in najhitreje izvedljiva. Ministrstvu priporočamo, da potem, ko bo vlada zagotovila dodatna proračunska sredstva, da pripravi dodaten, ločen poziv, ki bo namenjen izključno financiranje izboljšanja dostopnosti teh srednjih šol. In pa ministrstvu tudi priporočamo, da si v sodelovanju s službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko ter ostalimi ministrstvi prizadeva za koriščenje evropskih sredstev v prihodnosti. Kot rečeno, dobili smo informacijo, da tudi bo mogoče. Imamo še tudi eno priporočilo Ministrstvu za okolje in prostor, namreč, da naj posodobi gradbeno zakonodajo tako, da bo vključevala ta končni rok za zagotavljanje dostopnosti javnih objektov. Ta zaveza oziroma dolžnost je zdaj zapisana v ZIMI, ampak smo presodili, da bi bilo smiselno, da se to vključi v gradbeno zakonodajo in pa da se tudi jasno določi pristojnost inšpekcije, da bodo s tem bolj zavarovane pravice ljudi z invalidnostmi. To je na kratko to. Hvala. Hvala kolegu za to predstavitev. Zdaj pa vabim goste, da se mi pridružite pri okroglih mizah, da se lotimo bolj podrobne vsebinske razprave o priporočilih zagovornika, kar izvolite. Dober dan še enkrat, draga gostja in gosti. Hvala, ker ste sprejeli vabilo in boste sodelovali na današnji razpravi. Morda zgleda, da nas je malce malo. Za začetek bi samo upravičila gospo Nives Počkar, predsednico Zveze srednjih šol in dijaških domov, ki smo jo tudi povabili k tej razpravi in bi zagotovo lahko prispevala k debati, vendar se zaradi neodložljivih obveznosti ni mogla udeležiti. Ampak najprej k gostom, ki ste tukaj. Gospa Mira Koren Mlačnik je vodja sektorja za predšolsko in šolsko infrastrukturo na Direktoratu za investicije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Gospod Georgi Bangijev pa je generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor. Z nami je tudi spoštovani gospod Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije. In to je to. Najprej še eno kratko pojasnilo. Priporočila, ki so bila zdaj ravnokar predstavljena, jaz jih ne bom več ponavljala. Izpisana bodo tudi na projekcijskem platnu. Začeli bomo po vrstnem redu, kot si sledijo priporočila v posebnem poročilu. Potem pa še nekaj tehničnih informacij za vse prisotne. Se pravi, najprej je predvideno, da opravimo razpravo z gosti na tej strani in seveda potem boste povabljeni vsi prisotni, predstavniki nevladnih organizacij in vsi ostali gostje, da sodelujete v nadaljnji razpravi.
Dogodek se snema, posnetek bo dostopen naknadno na spletni strani Zagovornika načela enakosti. Z nami pa sta tudi tolmački slovenskega znakovnega jezika, gospa Mojca Korenak in Veronika Cigler, ki se jima že vnaprej zahvaljujem za njuno pomoč pri zagotavljanju večje dostopnosti teh naših vsebin danes. Torej, zdaj lahko kar začnemo. Seveda najprej z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, šolstvo in šport, ker ste prejemniki kar nekaj priporočil, gospa Koren Mlačnik. Najprej bi vas prosila za en osnovni odziv na ta priporočila, kako jih vidite, kako se boste odzvali, kako ste se že odzvali morda, katere aktivnosti izvedli, katere še načrtujete. Skratka, beseda je vaša, izvolite. Hvala lepa. Torej, na ministrstvu smo na podlagi posebnega priporočila Zagovornika načela enakosti o dostopnosti srednjih šol in priporočil, ki jih je naslovil na nas, pripravili tudi načrt nadaljnjih aktivnosti. Ob tem se seveda zavedamo zakonske obveznosti, ki jo določa ZIMI, da je potrebno odpravo grajenih in komunikacijskih ovir izvesti najpozneje 12.12.2025. Da smo takoj pristopili k aktivnostim, kaže že to, da smo že v avgustu, ko se pripravlja proračun za leto 2023 in 2024, nekako poskušali dobiti neko ocenjeno vrednost teh del in poskušali seznaniti vodstvo z potrebami na tem področju do leta 2025. Mi smo že v letu 2021 izdelali analizo stanja javne infrastrukture na področju srednjega šolstva. To je bila širša analiza, del te analize je pa obsegal tudi zagotavljanje pogojev za gibalno ovirane osebe. Tudi naši podatki takrat so pokazali, da cirka 26% vseh objektov srednjih šol zagotavlja pogoje, pri ostalih stavbah pa je ugotovljeno, da 202 objekta srednjih šol nimajo urejene dostopnosti za gibalno ovirane, 133 objektov nima dostopa v zgornja nadstropja, to je običajno mansarda, in 185 objektov nima urejenih sanitarij. Po izkušnjah, ki smo jih imeli v preteklih letih, smo pač financirali tudi ta dela, glede na to, kako so vloge prihajale strani zavodov. In po izkušnjah, ki smo jih imeli, je ocena ureditve dvigala bila 80.000, stopniščnega dvigala cirka 20.000, sanitarije pa cirka 5.000. Po podatkih, torej, ki smo jih imeli od takrat, bi za potrebe ureditve dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane potrebovali cirka 20 milijonov evrov. V predlogu proračuna za leto 2023 in 2024 ta sredstva po sedaj znanih podatkih niso zagotovljena. Zagotovljen je milijon v letu 2023 in milijon v letu 2024. Res je, da so bile podane samo ocene, brez kakršnekoli dokumentacije in podrobne analize. Zdaj, kako v proračunu, torej 2 milijona nekih zagonskih sredstev za pripravo oziroma morda manjša neka investicijsko vzdrževalna dela. V pripravi imamo poziv za pripravo podatkov za potrebe analize stanja prostorske dostopnosti srednjih šol in za pripravo načrta dostopnosti objektov srednjih šol. Ta poziv načrtujemo objaviti najkasneje do 1.11.2022. V prvem delu poziva bomo seveda zavode seznanili z zakonom o izenačevanju enakih možnosti, z cilji zakona, roki za uporabo in prilagoditev objektov v javni rabi ter z posebnim poročilom Zagovornika načela enakosti. Hkrati jih bomo seveda seznanili tudi z zakonodajo na tem področju, predvsem z pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov.
Hkrati bomo zavode pozvali k pripravi podatkov za potrebe analize stanja prostorske dostopnosti srednjih šol. Torej, pripravili bomo podroben vprašalnik, s katerim bomo zajeli vse podatke za pripravo strokovne, ustrezne analize stanja prostorske dostopnosti. Pri tem bomo zavodom nudili strokovno pomoč oziroma, ukoliko to ne bo dovolj, jih bomo napotili na zunanjo strokovno pomoč. Vprašalnik bo pripravljen skladno z pravilnikom o univerzalni graditvi. Mislim, da bo zelo natančen in da zavodi ne bojo imeli težav, da bojo to izpolnili. Bomo pa seveda zraven sodelovali in po potrebi tudi zadeve, ki ne bodo jasne, pogledali in tudi sami sodelovali zraven. Morda, če povem samo, da bomo pač podatke zbirali po objektih, z naslovom, regijo, občino, da bomo lahko potem tudi tabelo uporabljali za več namenov, da bomo preverili, ali je v bližini parkirišče, ali je zagotovljeno parkirno mesto za invalide v bližini vhoda, ali je omogočen peš dostop do objekta brez stopnic, ali imajo klančine pravilen oziroma dovoljen naklon, ali so dostopi v objekt oziroma ali je vhod pravilne širine, 90 cm in več, ali so pragovi primerno visoki oziroma dovoljeni, ali je objekt opremljen z video zvočnim signalom, potem gibanje znotraj objekta, horizontalne, vertikalne komunikacije, na kakšen način je to sedaj rešeno. Ali so tudi notranje komunikacije opremljene s taktilnimi oznakami, ali so alarmne naprave opremljene z zvočnim in svetlovnim signalom, ali so zagotovljene sanitarije in tudi za zunanje površine, ali so dostopna zunanja igrišča, zunanja dvorišča. In mislim, da je to kar precej na široko zastavljen vprašalnik in da se bo dalo iz tega razbrati veliko podatkov o samem objektu. Tretji del poziva, ki bo hkrati šel, v tretjem delu pa bomo zavode pozvali k pripravi načrta dostopnosti srednjih šol. Torej, sistematično na podlagi predhodnega vprašalnika bomo evidentirali potrebe in dela, ki jih je potrebno v zavodu izvesti. V primeru potrebnih gradbenih posegov in seveda večina posegov bo gradbenih, bomo zahtevali od zavodov, da predložijo idejno zasnovo rešitve z tlorisi in prerezi, ki bo izdelana strani strokovno usposobljenega projektanta, po potrebi statika, po potrebi se bo preverila požarna varnost, upoštevala izhodišča Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če bo potrebno, in če bo tudi predlog, da se oziroma optimalna rešitev, da se dvigalo izvede na fasadi objekta, bo potrebno pridobiti tudi mnenje občine o prostorskih pogojih. Na podlagi teh podatkov bodo projektanti pripravili projektantsko oceno del, morda tudi že kakšen ponudbeni predračun in opredelili možne terminski načrt izvedbe. Vsaj toliko, da vemo, koliko posamezno delo zahteva časa. Kot sem že rekla, poziv bomo posredovali do 1.11.2022. Rok za posredovanje podatkov za potrebe analize stanja prostorske dostopnosti računamo, da lahko zavodi izdelajo v roku enega meseca, torej bomo pridobili nekje 1.12.2022. Temu bo pa sledila analiza teh podatkov strani ministrstva. In rok za pripravo načrta dostopnosti srednjih šol pa pričakujemo, da bodo zavodi oddali do 1.2.2023, torej v roku 3 mesecev, da bojo pripravili idejne zasnove in ocene del.
Ti podatki bodo podlaga za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Tu bojo pač zbrane zdaj vse potrebe zavodov in v tem dokumentu bomo lahko tudi v nekih fazah opredelili dela. Faze bomo pa potem obdelali tako, da bomo opredelili dela, ki se hitreje lahko opravijo, potem morda tudi glede na regijsko pokritost šole, ki bi jih bilo prej potrebno opremiti, urediti te naprave z dostopnostjo oziroma izvesti dela. In hkrati bo pa ta dokument podlaga za zagotavljanje finančnih virov. Torej, dokument bomo predstavili vladi in iskali vire v integralnih sredstvih proračuna oziroma drugih virih. Seveda tu bo možno tudi, poskušali bomo zagotoviti tudi vire iz naslova kohezijske politike. Zdaj, glede teh sredstev, ki pa trenutno so že zagotovljena, pa ocenjujemo oziroma načrtujemo, da bomo v letu 2023 izvedli poziv za financiranje investicijsko vzdrževanja objektov in opreme srednjih šol in v tem pozivu zagotovili 1 milijon evrov za dela, ki bodo vezana na zagotavljanje dostopnosti srednjih šol. Toliko. Hvala. Ta moj nasmešek je pravzaprav posledica tega, da smo slišali kar veliko dobrih novic. To je pač pozitiven odziv. Gospa Koren Mlačnik, jaz bi vas sam še dodatno vprašala, kako pa je z črpanjem sredstev iz naslova načrta za okrevanje? Omenili ste samo kohezijska sredstva, pa proračunska sredstva. Mi imamo projekte iz načrta za okrevanje in odpornost, vendar zajemajo celotno izgradnjo objektov. Tam imamo cirka 11 objektov, znotraj katerih seveda bo zagotovljena dostopnost, skladno z zakonodajo, ampak namenskih sredstev za te potrebe nimamo. Razumem, ja. Okay. Mogoče še eno podvprašanje, ko ste rekli, da bodo šole same, mimogrede, zagovornik načela enakosti je že poslal posebna poročila tudi vsem šolam, ampak mislim, da bomo še enkrat vaša opozorili. informacija ne bo odveč. Ja. Hotela sem to vprašati. Od srednjih šol se torej pričakuje, da bodo na koncu pripravile načrte, izvedbene načrte, kako se v sodelovanju z arhitektom, statikom. Torej, idejne zasnove ne delajo šole. To delajo strokovne osebe. Ja, razumem. Ta vprašanja so z namenom, ker pač razmišljamo tako, ne. Res je, da so sicer šole na koncu odgovorne za to, kakšna je prostorska dostopnost, ne, pa vendar ne bi želeli, da postane zdaj to njim res še neko dodatno breme. Skratka, tako so bila tudi zagovornikova priporočila oblikovana v smislu iskanja podpore tudi resorjev, povezovanja in tako naprej. In ker smo zdaj že pri povezovanju... Morda samo, če dodam na to. Mi vsako leto razpisujemo investicijsko vzdrževalna dela na srednjem šolstvu. In tudi tu šole same pridobijo ponudbe, ocenjene vrednosti in prijavijo se in potem tudi izvedejo ta dela. Zdaj, če želimo pospešiti zadeve, pač bodo šole najele strokovno pomoč in mislim, da v roku 3 mesecev lahko hitro dobimo podatke, ki jih potrebujemo za nadaljnjo analizo. Nam se pa mislim, da zelo mudi, da pripravimo čim prej DIP, dokument identifikacije. Dobro, hvala za enkrat. Zdaj pa prihajamo k Ministrstvu za okolje in prostor. Kot rečeno, ne bomo ponavljali priporočila, ker je bilo že dvakrat predstavljeno. Gospod Bangijev, kako vi vidite to priporočilo zagovornika glede, kako ne rečem, saniranja pravne praznine v zvezi z inšpekcijskimi odgovornostmi? Izvolite. Hvala lepa.
Prvo bi rad pozdravil vse prisotne, hvala za vabilo. Vse pozdravljam v imenu ministra gospoda Uroša Brežana, v mojem imenu mojih vseh sodelavcev. Na ministrstvu smo pogledali priporočilo. Veseli smo, da se nekdo ukvarja tudi s takimi zadevi. Videli smo, prepoznali smo sigurno korak naprej k družbi, ureditve odnosov v družbih. Vsekakor bi si pa želeli, da mogoče so obravnavani tudi v širšem kontekstu, se pravi, govorimo o vseh socialnih skupinah, ki imajo posebne potrebe, govorimo se pravi mamice z vozički, starejše osebe, pa invalidi, tisti, ki so gluhi, pa gluhonemi in tako naprej, ali pa slepi, slabovidni. Tako da ne spustimo samo, da ne obravnavamo samo eno skupino. Poleg tudi ne, da ne obravnavamo samo eno skupino objektov. Danes je govora o srednjih šolah tlele, ne. Vemo pa, da poznamo pa še tudi ostale objekte, ne. Zakon sam govori pa o objektih v javni rabi, ne. Objekti v javni rabi pa niso samo tisti objekti, ki jih država uporablja za izvajanje javnih funkcij, ne. To so tudi ostali objekti, se pravi gostinski objekti, hotel, trgovine in tako naprej, kjer imamo vsi enako pravico dostopa do uporabe teh objektov. Zakon takrat, kadar je nastopil, je pač podal 15-letno obdobje, da se to uredi v Sloveniji, ne. Sicer imamo še 3 leta, slišali smo kolegico iz ministrstva, da oni dejansko so zdaj pristopili k temu izvajanju teh nalog, me veseli in sigurno v enem delu bo ta zadeva rešena. Bo treba zagotoviti veliko sredstev, smo tudi slišali, ne. Organizacijsko tudi to je izziv po celi Sloveniji, v vseh teh objektih zagotoviti enak standard, ni to tako enostavno. Ampak pomembno je pa to, da gremo v smer, da se zavedamo kot družba in da to urejamo. Ja, na ministrstvu smo sigurno to pogledali in smo naklonjeni k temu, da se te zadeve uredijo. In pogledali smo tudi to določbo od inšpekcije, gradbene inšpekcije, ki govori in se strinjamo s tem, da je pravilna ugotovitev, da ZIMI ne opredeljuje posledic, ne. Spravi določa rok, ne opredeljuje pa posledic, kaj se zgodi, če nekdo tega ne naredi, ne. V tem primeru. In se strinjam, da bi trebalo nekaj zapisati. Imamo pa tle majhno dilemo okrog tega, ali je to gradbeni inšpektor tisti ta pravi, zato ker gradbeni inšpektor funkcija njegova je, kadar se to dela, pa kadar je to izgrajeno, urejeno, preveri, da je to narejeno v skladu z gradbenim zakonom oziroma pač izdanim gradbenim dovoljenjem. Ne pa preverja, ali nekdo nekaj ni naredil v nekem zakonu, kjer to nekaj piše, se pravi, to bolj vidimo ta zapis v ZIMI, ki bi ga trebalo dopolniti, ne. Spravi, se strinjamo sigurno z ugotovitvijo, mogoče pa predlagamo tlele drugačen, v drugem predpisu ta zapis, ne. Gradbeni inšpektorji sigurno bodo potem, ko bodo ministrstva pristopila in šole, ko bodo pristopilo k izvajanju teh sanacij, preverjali, se pravi, te posege v prostor, ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da koliko bo izdano gradbeno dovoljenje, bo inšpektor imel vso pravico priti tja in pogledati, ali se izpolnjujejo vse bistvene zahteve, ki pač morajo biti izpolnjene v tem primeru. Zavedati se pa moramo, da mi govorimo sedaj o objektih, kateri so obstoječi in imajo uporabno dovoljenje, oni obratujejo in so v uporabi, ne. Kot je rekla že kolegica iz ministrstva, vsi novi objekti morajo še sedaj to izpolniti, te zahteve in tlele ni dvoma od tega in to zagotavlja zdaj ta sistem gradbenega dovoljenja in tudi inšpekcijske službe, ne. Se pravi, mi danes tlele govorimo o tistih objektih, kateri so že v funkciji in jih želimo mi nadgraditi, ne. In tukaj vstopamo v neke pravice nekomu, ne. Pravica je ena od teh pravic, da je že ima uporabno dovoljenje, ne. Druge so pa lastniške pravice, če je ta objekt v najet, ali on se s tem strinja sploh, ne, in tako naprej. V osnovi je pa tudi to vprašanje prostorskih aktov občin, ali je to in na kakšen način je to dovoljeno, ne. Se pravi, ukolikor bi morali narediti neko dvigalo zunanje strani fasade, ne, ali to prostorski akt dovoljuje, ne, in po drugi strani, ali je to nek zaščiten objekt z vidika kulturne dediščine, kjer ni možno posegati v zunanjo fasado objekta, ne, in ni možno tega narediti v tem primeru, lahko to povzroča določene težave.
Izvajanje tega ukrepa je sigurno tudi pa povezljiv z premosorazmernosti, se pravi tehničnega tega ukrepa, z finančnimi sredstvi. Vemo dobro, da tehnično je možno danes vse narediti. Ne, mi lahko v teoriji se tudi objekt poruši, pa se ga na novo naredi. Rešeno. Ne? Se pravi, poleg vseh teh elementov, kot sem jih že vedel, je tudi ta element premosorazmernosti posega v obstoječe objekte. Se pravi, sigurno tlele upam, da se bodo našle neke rešitve, katere bodo bili znotraj objekta, da ne bodo bile to invazivne rešitve, zunanje in tako naprej. Ne. Predvidevam, da 90% objektov ne bo problem. Ne. Mi zelo radi v Sloveniji govorimo in najdemo, iščemo prvo probleme, pol ne, rešitve. Ja. Dejansko moramo pa se zavedati, da mislim, da tudi po naši oceni, da ocenjujemo, da večji teh posegov v objekt ne bi smelo povzročati težave. Vendar v tistih 10%, kjer pa bo bila težava, ne, kot sem jih pač navedel, ne, ali pa tudi to je možno, da enostavno fizično ni možno narediti klančine, ne, recimo, ker enostavno ni prostora. Ne. Gre za nek star objekt, pa javno površino spredaj, ki je komunikacijska površina in ne moreš zdaj ti z enim takim posegom poseči v njo. Ne. In v teh primerih, teh 10%, mogoče teh objektov pa mora biti razumni, ne, in reči, ok, v tem objektu pa verjetno tega ne bomo mogli narediti, ne, pa bo treba narediti mogoče kakšno drugačno reorganizacijo potem znotraj tega, da se to naredi. Tako da na ministrstvu definitivno pozdravljamo, da se te zadeve uredi in si želimo, da se tudi razširi na vse skupine, kot sem povedal, in da pristopimo k tistim objektom, kjer ni težav, ker vidimo, da se da to hitro narediti in kasneje, da pustimo tiste objekte, kateri so problematični, ki imajo neke posebne obravnave, se pravi arhitektonske, statične ali pa prostorske. Hvala, gospod Vangejev. Zdaj, ko ste omenili prostorske načrte občina, ne, glede na to, da lahko so ti tako napisani, da bi onemogočali prilagoditev šol, potem bi veljalo verjetno čim prej te občine na splošno obvestiti, ne, da naj preverijo svoje prostorske akte, ali je to v njihovih aktih že pač deklarativno omogočeno, zato da ne bi bil potem to izgovor, ker vemo, da ti postopki na lokalni ravni sprejemanja prostorskih aktov so pa tudi časovno zelo zahtevni, če smem tako reči. To je bila samo ena moja. Ker izvolite, ja. Lahko komentiram. Hvala, da ste to opozorili na to in ste uporabili lepo besedo časovno zahtevni, ne pa zamudni. Zakaj so časovno zahtevni? Ravno zaradi tega, ker če gre v nekem prostorskem aktu za nek objekt, ter je kulturno-varstveno zaščiten, prihaja tlele do debate, kako in na kakšen način se bo to izpeljalo. Ne? Zato je to časovno zahtevno, ne pa zamudno. In v teh primerih je pravo mesto tega, da se dogaja prostorski akt občine. Ja. Resorna politika posameznih ministrov, ukolikor želimo, da se izvaja v prostoru, se mora izvajati preko prostorskih aktov. Ne? In to je tisti pravi trenutek, ko posamezno resorno politiko, ko želimo, da se odvije v prostoru, je treba v času sprejemanja prostorskih aktov, ko nosilec urejanja prostorskega akta dobi tak prostorski akt, mora tam povedati, ne, poglejte, tle imamo pa mi srednjo šolo in v tej srednji šoli imamo mi take in take težave, poleg današnje materije, ki imamo, so še tudi druge, recimo dovoz blaga in tako naprej, zagotavljanje požarne varnosti in vse te elemente, ne, in se to pač te elemente vse preuči v tistem prostorskem aktu in se to vnese noter. In takrat, kadar je to vneseno noter, takrat ni več dileme. Takrat je potem samo še dilema o tem, ali in kako in kdaj in na kakšen način se izvede še tak poseg. Tako da, ja, mogoče priporočilo bi tlele v tem smislu bilo mogoče tudi zagovornika načela enakosti pristojnim resornim ministrstvom, da se zda priporočilo v tem smislu, da izvajanje teh svojih politik resornih, da začnejo že izvajati na podlagi prostorskega načrtovanja, se pravi v fazi sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, da so občine v pravilni, pravočasni fazi obveščene o tej problematiki. Sicer bodo sedaj mogle biti na vrat na nos, kako bomo pa zdaj to rešili v enih letih, zdaj kolegi iz ministrstva bodo potrudili, da šli bodo še vse to delati, ne? In zdaj bodo občine bile postavljene pred dejstvo, da po enem mesecu morajo najti rešitve. To pa ne mogoče.
Ja. Dobro, hvala. Še eno podvprašanje za vas, če dovolite. Tako zanimalo bi nas mogoče, recimo, ali se je Ministrstvo za okolje in prostor do zdaj kakorkoli ukvarjalo s to temo, posebej s to temo, se pravi prostorska dostopnost srednjih šol ali pa šol. Oziroma, a ste do zdaj kaj sodelovali z drugimi resorji, ki so v to seveda še bolj sistemsko vpleteni? Ja, mi se sedaj seveda ukvarjamo s tem. Gradbeni zakon jasno opredeljuje bistvene zahteve. Ena od teh bistvenih zahtev je tudi univerzalna graditev in uporaba objekta. In tukaj noter v tej skupini so ti elementi. Poleg statike, požarne varnosti in ostalih elementov je ta. In vsi novi objekti, kateri se gradijo, morajo izpolnjevati te zahteve. In to imamo mi implementirano v zakonodajo. In za nove objekte to štima in velja. Seveda želimo si čim več takih ureditev, da bi bilo, opažamo tudi sami, recimo do posamezne problematike neurejenih dostopnih poti od javnega prevoznega mesta pa do posameznih objektov, kjer taktilne poti niso urejene, s kugeljcem ali pa vodene, recimo za slepe ali pa industrijske zanke v prostorih ali pa v prostorih in tako naprej. Ampak te naslove imamo naslovljene, kar se tiče novih objektov, je pa res malo problematično pri objektih, kateri pa so že v funkciji. In ti so danes tudi v bistvu predmet te naše debate, ker pač to je nekaj, kar je ugotovitev zagovornika iz naših, bom rekla, raziskovanj, zbiranja podatkov, poizvedovanja pri šolah. Tako. Morda še informacija, ali se je Inšpektorat za okolje in prostor že kaj ukvarjal s kakšnim takim primerom, vam je kaj znano? Osebno ne, ampak... Sem vas presenetila z vprašanjem. Ja, osebno nisem seznanjen, bi mogel povprašati se pri kolegih, ampak sem pa prepričan, da vkolikor pa se je v okviru, se pravi, dovoljen in tako naprej, to ugotovilo, da se to ne izpolnjuje, sem pa prepričan, da so se ukvarjali s tem, da je bilo to odpravljeno. Hvala lepa za vsa vaša pojasnila do zdaj. Zdaj pa bi dali besedo še gospodu Danetu Kastelicu, ki je z nami torej v vlogi predsednika Zveze paraplegikov Slovenije. Gospod Kastelic, nekako sva se takole dogovorila. Najprej bi vas prosila za odziv na to, kar je bilo slišano do zdaj, oziroma predvsem najprej na zagovornikova priporočila, potem pa v drugem delu vas pa še dodatno vprašam. Izvolite. Hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi za povabilo. Z veseljem sodelujem v takih okroglih mizah, saj jaz sem predstavnik tistih, ki potem v praksi preizkušamo, kaj nam birokracija tudi nakloni. Vesel sem, da se je zagovornik lotil tega področja z namenom, da se sistemsko reši. Glejte, naša organizacija Zveza paraplegikov v Sloveniji se tega zaveda, predvsem zaradi tega, ker smo vsi člani uporabniki invalidskih vozičkov. In imamo za to že 30 let zaposlenega arhitekta. Vendar stvari odpravljamo individualno. Ko se človek poškoduje že v času rehabilitacije na inštitutu, potem skušamo v domačem okolju. Ampak to ni sistemsko. Financira ga Fundacija invalidskih humanitarnih organizacij in nihče drug. Kolega Marko Tul, naš arhitekt, je danes z nami. Lahko tudi kaj drugega pove še glede te teme. Zato je prav, da se nekje začne na sistemski ravni to izvajati. In še nekaj je. Ni samo za invalide, za gibalno ovirane, tako kot je gospod prej omenil. Dajmo se zavedati, da bomo gradili okolje, ki je univerzalno, ki je humano, ki je do populacije se stara, vedno težje hodijo. Stopnice so lepe za arhitekte, da razgibajo okolico, so pa neuporabne za veliko državljanov, ne? Tudi mamice z invalidskim vozičkom. Nobena ne gre po stopnicah, če poleg klančina, ki je namenjena tudi ljudem, ki smo gibalno ovirani.
Skratka, navezati se hočem, da na Zveza paraplegikov v tem obdobju je en kup teh čisto individualnih prilagoditev skupaj z šolami, pa naj bo tudi srednje šole, predvsem pa osnovne šole, da se ljudje, ki se jim zgodi, ki pridejo na invalidski voziček, integrirajo, vključijo v domačem okolju. A veste, življenje v domačem okolju je nekaj drugega. In mi več kot 10 let nimamo nobenega člana, ki bi bil v kakšni specializirani izobraževalni ustanovi. A veste, to je tudi za okolico zelo pomembno, za same dijake in pa študente, ne? Ker ti ljudje rastejo potem skupaj, študirajo in gredo naprej. Tudi z tega vidika. 2025, kot je tudi zagovornik, dobri nameni so tudi tlakovani v pekel. Lejte, močno upam, da bo uspelo do 2025, ampak kolikor imam je strah, se iz tega področja ne bo uspelo državi do 2025, kajti medkrajevni promet, ureditev medkrajevnega prometa je bilo do 2020, pa se še zdaj ne moreš odpeljati iz Ljubljane do Kranja z avtobusom. Tako o tem. Zato imamo invalidi tudi glede tega trdo kožo. Kot drugo, da je ta del zagovornika, ki se je lotil te široke problematike, in se strinjam z gospodom Bagijevim, da treba to, ko se začne ne samo na srednje šole, na širino. In s tem dam en primer lahko. Zveza paraplegikov s svojim arhitektom aktivno sodeluje z Mestno občino Ljubljano. Glejte, Ljubljana je prestolnica, ki je za gibalno ovirane. Prideš od inštituta za rehabilitacijo, greš na avtobus, prideš tukaj do Nunske cerkve, greš čez stari del mesta s penjačo na kavo na grad. To kolegi iz Evrope ne morejo dojemati. Bruselj, ki vsi tako hitimo gor, je neprilagojen za gibalno ovirane, za vozičke. Ne? In to je tudi posledica tega, ker naš kolega arhitekt dela tudi recenzije za stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. V fondu stanovanj je pač toliko prilagojenih, ampak vedno pravim, ne za invalide posebne stanovanja delati. Ne? Glejte, če so gabariti samo navadne kopalnice za meter pa pol širši, se boste hodeči dobro počutili in invalid bo funkcionalen v radiusu tistih 80 centimetrov. A veste, ni treba kakšno veliko umetnost. Samo, ko se to pripravlja, je treba sodelovati. In te recenzije, ki jih dela kolega Marko, glejte, so rodile na dolgi rok. Pred 30 leti, ko sem se sam poškodoval, nisem brez spremstva prišel iz inštituta za rehabilitacijo do kino Bežigrad. A veste, zdaj se je pa to spremenilo. Tako da moramo to upoštevati. In še nekaj bi glede tega. Mi imamo eno glasilo paraplegik, ki ga dobivajo vsi naši člani in v njem so prispevki kolega arhitekta. Zato se potem starši obrnejo na nas, naš gre na to šolo, ni prilagojena, a lahko skoordiniramo. Glejte, kjer je volja, tudi pot. Nikoli do zdaj v tej zgodovini nismo imeli težavo z ravnateljem, z županom, tudi na srednji šoli, kakorkoli, ampak ni sistemsko. Jaz bi pa rad, kot se je zastavil zagovornik, da je to neka univerzalna dostopnost in da ne bomo imeli čez 10-15 let tisti, ki bodo za mano prišli na invalidski voziček, da se ne bodo s tem ukvarjali. In še nekaj, tudi tisti, ki se z arhitekturo ukvarjate in tudi zagovornik, ko bo pisal še kakšna dodatna poročila, priporočila. A veste, invalidi gremo tudi mi radi čez sprednji vhod v stavbo. Največkrat gradbene inšpekcije,
tolerirajo, da je dostopen hotel, pa potem poznamo vse od zadaj kleti, hodnike, kuhinje in s kakšnim kuhinjskim dvigali pridemo do medetaže. Tudi mi smo osebe, imamo svoje dostojanstvo in tudi mi želimo na glavni vhod. Tudi to imejte v mislih, ko boste dajali svoje razpise. Hvala. Hvala, gospod Kastelic. Sicer ste malce že nakazali, ampak bi morda tako za bolj celovito informacijo vas prosila, če lahko opišete konkreten primer. Namreč Zvezo paraplegikov Slovenije je zagovornik načela enakosti, ko smo pripravljali to posebno poročilo, seveda vključil v svoje poizvedbe, tako kot še mnoge druge nevladne organizacije ali druge ustanove in institucije. In vi ste nam v tem odgovoru povedali, da izvajate ta program, ki se imenuje socialni program prilagajanja grajenega okolja. In v okviru tega programa opravljate tudi to pomembno funkcijo svetovanja šolam. A morda lahko konkreten primer opišete, kako, če ste ga recimo imeli nedavno ali pa je bil vezan recimo na kakšen tak dosti tipičen primer, zakaj neka srednja šola, ki se nahaja v stari stavbi, gledam tudi gospoda arhitekta, če bo mogoče lahko pomagal, ampak kakorkoli, ni dostopna. Tako kot smo slišali že v uvodu. Bil je prostor, ki bi bil lahko uporabljen za lift, pa se je potem preuredil v povečanje jedilnice šolske. Kar seveda tudi ni nepomemben standard, pa vendar. Mogoče en tak opis. Kako izgleda to vaše svetovanje? Glejte, mi, ko se starši obrnejo na nas, naprimer lahko primer, zadnji je bil, mislim, Šentvid pri Stični, ali je bila Velike Lašče. Glejte, pride arhitekt, pride kdo od strokovnjakov vedno zraven, pride ponavadi z teh občinskih struktur ali za družbene dejavnosti in vedno je zraven ravnatelj. Ki je tak je teren, tukaj se da, tukaj se ne da. In so tudi dvigala so postavili. Naprimer je bil kolega, ki ima distrofijo. V šoli so to do naslednje sezone, ko se mu je začel razredni pouk, so pripravili tudi dvigalo in je bil dosegljive, so mu bile vse učilnice. Skratka, kot sem prej dejal, kjer se hoče, se lahko zgodi. Mečken dobre volje in pa posluh. Je pa tudi nekaj, tudi mi večkrat starše opozarjamo, vztrajajte, da bo v vašem okolju. Ker vsem dolžnim spoštovanjem razni strokovni delavci tudi na šolah, vaš se pa ne bo dobro počutil, pa ga dajte ali v Kamnik, ali Gorico, ali mislim v specializirane ustanove, tam bo med svojimi. In če starši vztrajajo na tem, če so dovolj ozaveščeni, se potem vse reši. In je enkrat za zmeraj rešeno. In tisto dvigalo, verjemite mi, ko se mamica ali pa sam, ko sem bil kot starš na invalidskem vozičku, je vidno dirkal razrednik ali pa profesor po stopnicah, pa sem poznal že vse klopce v parku, kjer sem jaz hodil na govorilne ure, sem bil stigmatiziran od ostalih staršev. Pa sem prej prišel, pa potem, pa ni problem, pa sem pokličite. A veste, in potem te potisnejo. Zato je to toliko pomembno, da je. In kaj sem hotel še dopolniti, koliko je bilo že prej, kolega, ki je predstavljal, a veste, zaposleni v šolah, tudi oni si lahko zlomijo nogo. Uporabijo potem ta dvigala, te klančine, dvižne ploščadi. Lejte, kolega moj je paraplegik, ki je učitelj v šoli v Mariboru, pisec tudi teh slikanic, Igor Plohl, lejte, on funkcionira kot učitelj, ker ima prilagojeno delovno okolje. Skratka, tako gledamo na to širino in verjemite mi se, čez toliko in toliko let, zdaj pa ne bom rekel letnic, ne bo treba več izpostavljati pa za te probleme. Hvala. Moram iskreno priznati, da smo najprej pri zagovorniku imeli delovni naslov, da se bo posebno poročilo glasilo o dostopnosti srednjih šol za dijake, ker smo tako začeli naš raziskovalni proces. Potem pa smo seveda točno to naredili, da smo besedo dijake umaknili iz naslova, kajti
Pomemben poudarek je tudi to. Šole so javni prostori, v katerih se dogaja marsikaj, ne nazadnje tudi prostočasne dejavnosti, kulturne dejavnosti in tako naprej. In seveda šole imajo tudi svoje zaposlene, ki so tudi lahko, kot ste ravnokar povedali, gibalno ovirani, bodi si začasno, bodi si pač kot oblika invalidnosti. Tako da ja, to se mi zdi, da je pomemben poudarek. Hotela sem še nekaj reči. V bistvu ste vsi na nek način malce poudarili pomen tega, kako se treba zavedati, da obstajajo različne invalidnosti, da obstajajo tudi različna področja in tudi različne težave, s katerimi se ljudje z invalidnostmi soočajo. Samo tako malce v pojasnilo, tega se seveda pri zagovorniku načela enakosti zavedamo in mi imamo v zakonu napisano 13 osebnih okoliščin in še druge. In nikoli ne hierarhiziramo. Skratka, za nas so vse osebne okoliščine enako pomembne in tako so tudi enako pomembne vse oblike invalidnosti, če smem reči, ko se ravno o tem danes pogovarjamo. Ampak vedno pa poskušamo izhajati iz nekih konkretnih primerov, kajti namen posebnih poročil je, da zelo podrobno in zelo globoko pravzaprav proučimo eno vprašanje. Ker ne nazadnje na koncu se mi zdi, da so taka priporočila, ker to je končni rezultat posebnih poročil, tudi pač za tiste, ki ste odgovorni zagotavljati enake možnosti in varstvo pred diskriminacijo, bolj uporabne. Sicer pa zagovornik tudi preko drugih svojih načinov dela poskuša seveda naslavljati vse različne teme, predvsem s priporočili, da nimo, kjer se pač odzovemo na še bolj, bom rekla, makro vprašanja, naprimer položaj ljudi z invalidnostmi ali pa z kakšno drugo osebno okoliščino. Sem toliko v pojasnilo, ampak hvala vsem. Zdaj bi pa morda odprli debato. Vidim nekaj obrazov, ki predstavljate nevladne organizacije. Samo eno kratko navodilo, preden začnemo, če smem. Torej, da želite spregovoriti, nakažite z dvigom roke, kolega bo prišel z vami z mikrofonom, hkrati se bo kolegica tudi s kamero obrnila, tako da počasi prosim. Prosim, če se tudi predstavite, poveste, z katere organizacije prihajate. Če imate vprašanje, tudi povejte, komu je vprašanje namenjeno, sicer pa bomo veseli slišati vaše razmisleke in vtise in stališča in poglede. To bi bilo to. Izvolite, tam je prva roka bila v zraku. Lahko? Ja, kar izvolite. Še enkrat prav lepo pozdravljeni v imenu inštitucije Varuha človekovih pravic. Moje ime je Jože Ruparčič, sem namestnik varuha. Ob tej priliki se še enkrat zahvaljujem zagovorniku za izkazano pozornost, da nas je povabil. Poleg tega bi pa na tej točki izpostavil našo odlično sodelovanje prav na primeru Bežigrajske gimnazije, kjer je tudi varuh človekovih pravic pri tem sodeloval. Tako da mislim, da gre za zgledno sodelovanje. Bi pa še enkrat povedal, da izobraževanje predstavlja vstopno točko. Se pravi, izhodiščne možnosti za vse otroke morajo biti enake. Jaz bi celo tako rekel, vključujoča družba je conditio sine qua non za družbeno blaginjo. Brez tega, jaz mislim, da ne moramo preživeti, ker s tem so vsi potenciali družbe, ustvarjalnost pride na površje in ne nazadnje tudi to, kar je lepo gospod Kastelis izpostavil, dostojanstvo. Dostojanstvo posameznika je izhodišče človekovih pravic. Tega se moramo vsi zavedati. In ne končam še z mislijo, ki sem jo že parkrat poudaril, pravimo, da so otroci naše največje bogastvo. Pa bi se vprašal, kakšna pa je cena neprecenljivih vrednot. Hvala lepa. Hvala za to vaše razmišljanje. Še kakšen kandidat? Ja, tamle gospod Suhadolnik. Izvolite mikrofon. Lahko. Pozdravljeni, Suhadolnik Iztok, sem iz Zveze Sonček prihajam in seveda z veseljem smo se odzvali na to povabilo in
tudi na priporočilo oziroma poročilo, ki je bilo v zvezi s tem izdano. Nisem ga imel čas pregledati temeljito, na bežen pregled, ki sem si pa vzel nekaj časa, pa ugotavljam, da ima poročilo za moje pojme zelo veliko vrednost. Zakaj zelo veliko vrednost? Že sami ste zdaj omenili, da ste spremenili naslov dostopnosti za dijake in ste napisali dostopnosti. Ker družba smo vsi skupaj in vsi rabimo dostopnost. Seveda je pa v tem poročilu napisano tudi vse tisto, kar bi morali slišati tudi še kdo drug iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je pristojen za uveljavljanje sodobnih vzgojno-izobraževalnih pristopov v tej družbi. Ne vem kdaj, pred 14 dnevi smo bili v Državnem zboru, kjer sem predstavil idejo, ki ste jo tako dobro napisali v tem poročilu, ene šole za vse, ena šola, ki bo dostopna za vsakogar s tako oviranostjo, drugačno invalidnostjo, tako razvojno motnjo ali zgolj začasno omejitvijo, ki se mi je zgodila zaradi ne vem česa. Zato vidim v tem poročilu res veliko vrednost in dobro izhodišče, da nadaljujemo na gradnji in izgradnji vključujoče družbe, ker tako kot so napisali avtorji izjave iz Salamanke že leta 1994, samo vključujoča družba je temelj za razvoj nediskriminatorne, neizključujoče družbe, ki bo vključevala vsakogar, ne glede na svoje intelektualne, senzorne, gibalne ali kakršnekoli druge oviranosti. To, kar je Dane rekel, sprednji vhod. Spomnil sem se primera izpred 5-6 let, ko je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve še funkcioniralo na Kotnikovi in smo bili povabljeni na ministrstvo skupaj z našim podpredsednikom, ki uporablja invalidski voziček. Ponudili so nam vhod čez glavni hod, podpredsednik Bošu pa od zadaj. Ministrica nas je čakala 10 minut, ker si nisem dovolil, da ne bomo šli vsi skupaj po isti poti skozi zadnji vhod na sestanek z ministrico, ker je osnovno človeško dostojanstvo in če so enake pravice za vse, potem bom tudi jaz šel mimo skladišča, kuhinje in parkiranih tovornjakov, ki so bili tam parkiranih, zato ker je tam lahko dostopal samo moj kolega, podpredsednik Zveze na invalidskem vozičku. Tako da strokovnjaki, ki nas prepričujejo, kako je šolanje in usmerjanje v posebne šole najbolj primerno za otroke s takimi ali drugačnimi težavami, motnjami, diagnozami, karkoli rečemo. Sam osebno to govorim kot starš danes odrasle 32 let stare hčere, ki je bila kršena temeljna ustavna pravica do izobraževanja, s tem, da nikoli ni bila vključena in mogla biti vključena v noben šolski zavod. Kršena je bila ustavna pravica, ker so mi strokovnjaki to uspeli dopovedati in ker sem bil seveda takrat premlad in prezelen, da bi se upal postaviti po robu in zahtevati to, kar je temeljna človekova pravica. Vzgojno-izobraževalni sistem je vstopna točka, tako kot je rekel namestnik varuha. Vstopna točka za življenje in vstopna točka za izgradnjo družbe. Bom nehal, da pa še drugi lahko je povedali, ampak super mi je danes sklede. Hvala. Hvala lepa. Bi imel še kdo interes iz občinstva? Ja, še. Izvolite. Samo trenutek. Ja. Lep pozdrav, Mojca Vavpotič je moje ime, iz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Strinjala bi se z gospodom z ministrstva, da zimi res ne predvideva nobenih posledic. Verjetno je to kar težava. Po drugi strani bi pa želela povedati, da Nacionalni svet je nosilec Evropske kartice ugodnosti za invalide,
kjer imamo izredno dobro izkušnjo z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, ki je usposobljen za preverjanje dostopnosti. In odkar delam z njimi od 1.1.2022, so pregledali čez 170 objektov in mislim, da je to način, na kateri bi lahko tudi ostale objekte pregledovali. Ker smo ugotovili, da v bistvu ne gre za to, da nekomu predpisuješ zadeve in ga kritiziraš, ampak mu svetuješ, kako naj zadevo uredi za to, da bo dostopna. In na ta način smo tudi pridobili veliko ponudnikov ugodnosti za invalide, ker pogoj je bil, da imajo tudi dostopne prostore. Mogoče bi to lahko tudi na področju šolstva uvedli, pa z njimi začeli sodelovati, ker imajo znanje, definitivno. Hvala. Hvala, gospa Vavpotič, samo dodatno podprem to, ker je tudi v našem posebnem poročilu Urbanistični inštitut omenjen v tem smislu. Še kdo morda zainteresiran za vprašanje ali pa morda prispevek k razpravi? Ne? Še morda zadnja priložnost, da se gostja in gosti odzovete na morda to, kar je bilo zdaj povedano še iz publike. Kakšen komentar, odziv? Jaz bi imel mogoče samo še eno kratko misel, če lahko. Sedaj so bili izpostavljeni ti različni vidiki in to smo videli, mislim, da je to prav. Želel bi si pa tudi, da rečemo, da moramo urediti nek objekt tudi za invalide, za športnike. Vemo, da so zelo dobri, imajo zelo dobre uspehe, zastopajo Slovenijo, tako da bi v tem kontekstu bilo fajn, da tudi na njih ne pozabimo. Ja, hvala, gospod Kastelic. Če samo nadaljujem, kar je gospod Bangijev pred mano dejal, včeraj je bil izzvan minister dr. Papič ravno s tem ob 60-letnici Zveze za šport invalidov Slovenije, ker smo edina država praktično, ki nimamo športne dvorane, kjer je se že ob inštitutu za rehabilitacijo nekaj pogovarjali, pa je padlo v vodo, ampak glejte, niso se naši športniki vrnili z paraolimpijskih iger brez kolajne, tako da so enakovredni tudi zdravim. In ja, se pridružujem, da rešimo tudi ta predel, mogoče opozorimo na njega tudi z te strani, strani zagovornika. Morda bi še jaz. Ja, vsak strokovni suport je dobrodošel, tako pomoč arhitekta ali inštituta. Tako da, če v nadaljevanju bomo potrebovali pomoč, se bomo obrnili tudi na te kontakte, ki nam jih lahko daste, ker izkušnje dobro denejo. Glede športnih dvoran bodo pa tudi zajete pri srednjih šolah. Kompletne šole z športnimi površinami, tako notranjimi kot zunanjimi. V redu, hvala. Še kdo? Vse šole, tudi osnovne pa univerze? Ne, mi bomo obravnavali srednje šole, poleg srednjih šol tudi dijaške domove in zavode za otroke s posebnimi potrebami, ki so v domeni republike, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Osnovne šole so pa v domeni lokalnih skupnosti. Dobro. Torej, lahko počasi sklenemo to razpravo. Hvala vsem za udeležbo, za sklepne misli pa vabim Miho Lobnika, zagovornika načela enakosti. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, hvala za vaše prispevke. To posebno poročilo je pravzaprav najmlajše, najsodobnejše v začetku, konec pomladi je bilo izdano. Zato nas veseli, da se je pravzaprav Ministrstvo za izobraževanje hitro odzvalo in izkoristilo poletje za pripravo tudi teh proračunskih nastavkov. Slišali smo sicer, da je to v višini 4% nekje ocenjenih potreb, ampak kaže pa to zavedanje problematike in predvsem je danes, se mi zdi, zelo razveseljiva novica, da se pripravljajo aktivnosti, ki bodo vodile v to identifikacijo potreb, da se ta dokumentacija pripravlja, ker kot vemo, je to pogoj za to, da se sprostijo večja proračunska sredstva oziroma da se iskanje teh sredstev organizira v okviru drugih virov, tudi evropskih, strukturnih, naprimer.
Zanimivo je bilo seveda slišati aspekte te problematike, o tem, kako dostikrat Zveza paraplegikov z bogatimi izkušnjami reševanja posameznih primerov seveda tudi vidi problem tako tudi kot strukturen problem. To je to, kar smo pravzaprav pri zagovorniku podoben razvoj naredili v pripravi tega posebnega poročila. Namreč za nas je vsak primer, ki lahko pride do institucije, vrh ledene gore. Tisto, kar nas zanima je, a je to tudi posameznikov enkraten primer, pa tudi če je za nas relevanten, ampak velikokrat nam je to indikacija, da seveda v družba deluje z nekimi strukturnimi mehanizmi in tisto, kar protidiskriminacijsko pravo naslavlja, niso zgolj kršitve, ki jih povzroči pravna oseba ali pa celo fizična oseba, niso zgolj stvari, ki so zapisane v zakonih, pa jih je treba popraviti, ampak je ravno to, nek učinek, strukturni učinek neke prakse v družbi, ki pa sistematično izključuje. In kot smo seveda danes že slišali, ne samo dijakinj in dijakov, ki bi želeli v srednjo šolo v svojem lokalnem okolju, ampak tudi vse druge, ki prihajajo z različnimi oviranostmi v to stavbo. In seveda, kar je bilo, se mi zdi, zelo dragoceno, vprašanje, zakaj zdaj samo srednje šole, oziroma začeli smo tukaj, a ne? Kot je že bilo iz publike slišati, srednja šola ni pomemben prostor samo za mladega, ki do nje ne more zaradi svoje invalidnosti, naprimer. Ampak je pomemben prostor tudi za vse tiste, ki tam ne doživijo izkušnje sobivanja z nekom, ki ima določene invalidnosti. In to pomeni tudi socializacijo, pripravo, opremo, premagovanje strahu, sramu, tabujev za življenje v dejansko raznoliki družbi. In če srednja šola naredi vse, kar je tehnično, torej govorimo o ovirah v gradnji, potem pa so še ovire v glavi. Skratka, če se naredi tisto, kar je tehnično mogoče, se šele lahko ljudje začnejo soočati pa s svojimi ovirami v glavi, pri nesprejemanju, nerazumevanju ljudi, ki imajo drugačne, naprimer, invalidnosti in tako naprej v življenju. Zato je to za nas zdaj bil prioritetni začetek. Seveda se bo pozornost zdaj širila na druge objekte v javni rabi in na druge vrste seveda oviranosti. Ampak ob tem vseeno odziv na to, da še nismo slišali pravzaprav celovitega pristopa s strani Ministrstva za okolje in prostor. Namreč pri zagovorniku imamo nekaj izkušenj zdaj z ukvarjanjem z diskriminacijo zadnjih 6 let. Seveda gre za organski proces, kjer raste zavest, ampak in kjer se ljudje vključujejo z vso svojo energijo in kapaciteto in vključujejo druge v prostor in tako naprej. Gre pa tudi za drugi konec, v katerem je treba nekatere stvari tudi po izkušnjah iz tujine, tistih držav, po katerih se zgledujemo, nekako zelo jasno normativno urediti in predvideti tudi to, da se pravne osebe ali pa tudi posamezniki tega ne bodo držali in takrat bo prišlo do hierarhije, varstvo pred pravic, namreč varstvo pred diskriminacijo in druge temeljne pravice, ki ste jih omenili, so stvar tehtanja in ugotavljanja. In če služijo javnemu interesu, so te perspektive lahko, niso absolutne, in jih bomo vsekakor naslavljali. Kajti, če ne, lahko na nek način s časoma zgubljamo moralo ob zakonih, ki nekaj napovedujejo, ne prinašajo pa mehanizmov za uresničevanje teh napovedi. Ker potem so zakoni pravzaprav na nek način idealistični cilji, ne pa okvir, ki nam služi tudi za pravzaprav beleženje tega ali torej, ne pa, da vzpostavimo mehanizme, ki spremljajo, ali smo te cilje dosegli ali ne. In s tem sami tako tudi razvrednotimo pomen teh predpisov. In cilj nam vsem skupaj je, da ne bi bile izjeme te dobre prakse, ki so seveda spodbudne in nas inspirirajo, ampak da bi bile izjeme res nekaj, kar bi nekako družba podelila, pač, če zdaj se omejimo na stavbe, tistim stavbam, kjer bi se res širši aspekt strokovnjakov in strokovnjakinj strinjal, da so lahko izjeme v nedostopnosti in da so v manjšini,
ne pa obratno, kar mislim, da je situacija danes, ko pravzaprav so dostopne seveda nove zgradbe, ki pa so tudi prej manjšina kot pa tiste, v katerih ljudje živijo ali pa tudi ne živijo, ne, ker pač do njih ne morejo. Tako da s temi mislimi še enkrat zahvala obema predstavnikoma resorjev. Z njimi bomo pri zagovorniku načela enakosti še naprej v komunikaciji, v sodelovanju spremljali razvoj implementacije tega poročila in gospodu Kastelicu za to aktivno sodelovanje, kot tudi vsem v publiki. Zagovornik načela enakosti je dostopen. Veseli smo povratnih informacij na našem spletnem naslovu, spletni strani zagovornik.si. Ta razgovor pa je tako kot vsi ostali posnet in bo na voljo širši javnosti, ki se ga ni udeležila, seveda za premislek in refleksijo. Hvala lepa in lep dan še naprej.